Živijo, jaz sem Peter. In jaz sem Vid iz Iglu teatra. A se vam včasih zgodi, da v družbi poveste zgodbo, ki se vam zdi zanimiva, a ne dobite pravega odziva? Tako da zgodba res ni zanimiva. Ja, tvoje ponavadi niso, ne? Ampak ponavadi razlog ne tiči v tem, da je zgodba nezanimiva, ampak v tem, da je poslušalci ne morejo vzeti za svojo. Zato, ker povemo samo gola dejstva, ne pa tiste sočne podrobnosti in čustva in vse, kar pa še zraven. Suhoparne pripovedi so out! V tem videu vam bova podala nekaj napotkov, ki bodo v vas prebudile vrhunske storytellerje. Začnimo! Da bodo vaše zgodbe bolj pisane, morate v njih nujno vplesti podrobnosti o osebah, prostoru, atmosferi in čustva. Kako ste se vi ali pa glavni liki vaše zgodbe počutili, ko so se jim stvari dogajale? Tako kot sem jaz opisal svojo mater, ko sem ji zavrnil kavo. A to je kao Cankar? Ja. Aha, koliko je pa stala ta obleka? Ej, a je to Luka Dončić? Kje? Torej, pokazala vam bova vajo, kjer bo Peter pripovedoval improvizirano zgodbo, jaz pa ga bom nekako usmeril. Če bom rekel recimo zgodba, mora premakniti zgodbo naprej. Če bom rekel podrobnosti, mora iti v natančne podrobnosti. Če bom rekel čustva, pa mora se usmeriti bolj na razne emocije. Hej, nikjer nisem najdel Dončića, verjetno je šel nekam ven. Ja, a si pripravljen na zgodbo? Kaj? Naslov je Mleko. Mlad fant Tim je nekega dne šel po mleko. Podrobnosti. Kaj ti hladilnik njihov je bil prazen in umazan in poln prahu. Zgodba. Šel je do trgovine, kjer je našel lepo prodajalko. Čustva. Takrat se je prvič zaljubil, kaj ti nikoli ni videl tako lepe, senzualne ženske, ki tako... Zgodba. Vzel je mleko in šel do blagajne. Čustva. Bil je zelo nervozen. Tako, zdaj vidite, da zgodba lahko postane precej bolj zanimiva. Ja, zdaj pa vajo lahko preizkusite še sami. Adijo. Ej, a je bila dobra zgodba? Ja, meni je bilo super, ja. A pa misliš, da bo Dončiću všeč, a veš, kaj...